Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav nazaj na stadionu pod Grajskim gričem, kjer je vse pripravljeno za začetek drugega polčasa tekme tretjega kroga prve lige Medobčinske nogometne zveze Maribor med domačo ekipo Marles Hiše in pa gostujočim NK Duplek. Sodnik Jure Hrvatski žogo že nosi proti sredini igrišča, kjer bodo nogometaši domače ekipe začeli drugi polčas. Prvega so rutinirano dobili s 3-0, jasno prelomni trenutek za celotno tekmo pa je bil, ko je bil izključen vratar gostov David Lazič, ki ga je potem zamenjal Boštjan Vohl, sicer pa v prvem polčasu 3 zadetki za domače, dvakrat je zadel Izidor Jelenc, enkrat iz 11 metrovke Miha Kušnik in s tem so domači si priigrali lepo prednost, ki jo bodo zdaj poskušali zadržati v drugem polčasu ali pa jo, kar je bolj verjetno, še poskušali nadgraditi. Brez sprememb v postavi domačih. Babšek je zdaj storil tam prekršek nad Krajncem. Sicer pa v prvem polčasu, kot že rečeno, popolna dominacija domače ekipe. Priigrali so si veliko več lepih priložnosti. Zlahka bi vodili tudi z večjo prednostjo. Visoko so zdaj pritisnili in tudi ukradli žogo. Pri njej je Štrukelj. Štrukelj na drugo stran, kjer je sam Ribič. Ribič poskuša strelom. Vohl pa brez večjih težav brani. Tako je Štrukelj lepo podal na drugo stran, kjer je bil osamljen Ribič. Ribič je poskušal strelom, ki pa enostavno ni bil dovolj dober. Nerad. Miljatovič. Pa kapetan Ribič. Odlično je žogo spustil Jelencu. Jelenc in Ribič. Žogo so zdaj ukradli gostje. Potem jo je Jelenc izbil. Zdelo se je, da bi to moral biti out za domače. Sodnik je pokazal, da žoga pripada nogometašem Dupleka, ki igrajo v modrih dresih, medtem ko seveda nogometaši Marles Hiš igrajo v črno-fluorescentni športni opremi. Žoga zdaj. Ja, spet se je zdelo, da od nogometaša Dupleka v out, pa vendarle ne. Še vedno je žoga za Duplek. Spet pa so jo hitro ukradli nogometaši domače ekipe. Rad je zdaj na levi strani tukaj. Višje postavljen je Tratnjek. Rad je priigral nov out. Ja, pravi mali čudež bodo potrebovali nogometaši gostujoče ekipe, ki so v tekmo že krenili z 2 porazema, zdaj se jim obeta še tretji. Gubijo s 3-0 in imajo igralca manj na igrišču. Zdaj pa so tudi izgubili žogo. Sicer ob tej tekmi v tem krogu še 6 drugih obračunov, in sicer tekma med Miklavžem in Malečnikom, pa Jurovskim Dolom in Peco. Marjeta gosti Roho, Akumulator gostuje pri Pohorju, Starše se bojuje za točke s Pesnico, v Radlje pa so potovali nogometaši Rač. Trenutni rezultati na teh tekmah: Pohorje proti Akumulatorju vodi 4-0, med Marjeta in Roho trenutno 1-1,
Malečnik vodi, oziroma se pravičujem, Miklavž doma proti Malečniku vodi s 3-2, Jurovski Dol pa z 1-0 vodi proti Peci. Ribič, izvrstno do Jelenca. Jelenc po tleh v kazenski prostor, kjer pa žogo lovi vratar Vohl. Tukaj prodor po desni strani Jelenca in še ena ostra podaja po tleh, ki pa tokrat ni našla naslovnika. Nerad in pa Miljatovič. Spet Ribič. Našel je v sredini Pavliča. Pavliču se odpira nekaj prostora, iskal je Nerata. Do žoge pa je prišel vratar Vohl. Lepa ideja sicer Pavliča. Nekoliko slabša realizacija. Tukaj se mu je odpiralo nekaj prostora, poskusil je s podajo z zunanjim delom stopala, ampak ne dovolj natančno, da bi do nje prišel vtekajoči Nerat. Spet je pri žogi Nerat, ki je našel Ribiča, ki ima ogromno prostora na desni strani, preveč prostora puščajo branilci in vezisti Dupleka domačim. Pavlič, žogo ima zdaj na levici, ni se odločil za strel. Štrukelj je žogo spravil na drugo stran do Babška, ki strelja, zadev pa je prečko. Še ena priložnost je bila to za Pekre. Kušnik pri žogi, Kušnik z odličnim preigravanjem, ustavil ga je tam Tratnjek. Zahteval je Kušnik prekršek, sodnik ni zapiskal ničesar, zdelo se je sicer, da si je Tratnjek nekoliko pomagal z rokami. Nadaljujejo pa domači tam, kjer so končali v prvem polčasu, še vedno zelo nevarni v napadu, še vedno pritiskajo na obrambo gostov. Odlično, Pavlič na desno stran do Ribiča. Ta je spet dobro našel Jelenca. Jelenc v sredino in zdaj mislim, da avtogol tam. Ali pa je vendarle zadev nogometaš številko 7 Jan Štrukelj. Videli bomo to seveda v ponovljenem posnetku. V 52. minuti pa torej povišanje vodstva na že 4-0. Ribič je takole podal in potem, kot kaže, Jan Štrukelj z zadetkom. Še ena lepa akcija, še enkrat prodor po krilu, še enkrat ostra, nizka podaja in tokrat je vendarle nekdo tam nastavil nogo, da je žoga našla pod v mrežo in 4-0 zdaj vodijo domači nogometaši Marles Hiš. To je bil drugi zadetek v sezoni za Jana Štruklja. Vse bolj pa se potaplja ladja gostujoče ekipe, ki jo vodi Bojan Petek. Miljatovič. Nerat. Nerat je našel na drugi strani Babška. Babšek in Jelenc z izvrstno dvojno podajo. Babšek se obrača. Lepo se je tam obrnil ob Pavalecu, ampak sodniška peščavka se je oglasila, prekinil igro zdaj sodnik Hrvatski in dosodil žogo za ekipo Dupleka. Pri žogi zdaj Miljatovič, pa Ribič. Ribič je odlično našel Pavliča. Pavlič s predložkom, do žoge Štrukelj, ki pa jo je samo odbil, ne dovolj, da bi
do njegovih soigralcev prišel v nevarno situacijo. Janković sicer do žoge v Babšku, le za kratek čas. Zbežal je tam zdaj, mislim, da Jelenc, tako je, padel je ob branilcu Dupleka. Zdelo se je, da bi to potencialno lahko bila 11 metrovka, pa je sodnik samo odmahnil z roko. Tukaj vidimo to še enkrat, ja, morda je vendarle Jelenc padel malenkost prehitro. Medtem smo sicer zamudili še en strel domačih, ki je zletel mimo gola. Nadaljuje se popolna dominacija domačih Marles hiš. Zgodila pa se medtem menjava. Iz igre je pri domačih odšel strelec tretjega zadetka Miha Kušnik. Zamenjal pa ga je nogometaš številko, samo trenutek, se opravičujem. Ja, mislim, da je to. Tam na levi strani. Počakajmo zdaj ta napad Ribiča. Ribič v dvoboju 1-1, Ribič še enkrat izvrstno, Ribič z nizko podal proti Štruklju, ki pa si je tokrat žogo nekoliko slabše odstavil. Ja, Kušnika je zamenjal Valentin Jelenc. Jelenc zdaj na levi strani. V sredino pa se je pomaknil Tomi Babšek. Nov napad medtem za domače, še en izvrsten strel Jelenca je bil to, ki danes bombardira vrata Dupleka. Spet je žogo samo pogledal vratar Vohl. Tokrat je imel srečo, da je bil nekoliko nenatančen Jelenc. Tako zelo malo prostora rabi, da nevarno sproži. Blizu je bil spet, ampak vendarle na koncu predaleč. Žoga je zdaj na desni pri Ribiču. Ribič jo je poskušal lepo podati tam proti Tomiju Babšku, ampak namera mu ni uspela. Pavlin, pa Pavalec. Spet Pavlin, zdaj po dolgem času nekaj zaporednih podaj nogometašev Dupleka. Pa potem kar hitro neuspešna podaja naprej proti Jankoviću in spet bodo napad zgradili domači. Babšek in Nerad kombinirata v sredini. Jelenc, pa Babšek. Pa Novak. Miljatović. Ribič. Spet Miljatović. Nerad. Na levi strani je bil vtekajoči Jelenc, ki pa si žoge ni uspel zaustaviti in ta bo pripadla ekipi gostov. Počasi gre zdaj po njo Krajnc. Zdi se, da so se tudi nogometaši Dupleka že počasi oddali v usodo. Vejo, da točk danes iz Limbuša ne bodo odnesli. Pravi mali čudež bi bil, če bi jim uspela že kakšna, kaj šele vse tri. Spet poskus dolge podaje na Jankovića. Mladega Jankovića, letnik 2004, šele 17 let je star.
nekako se šele vpeljuje v članski nogomet. Priložnost pa mu ponuja trener Bojan Petek v napadu Dupleka. Miljatović dolgo podajo na Jelenca. Ta je sicer izgubil, ampak jo takoj priboril nazaj. Ribič je našel Pavliča v sredini. Spet Pavlič. Lep prenos žoge na drugo stran do Jelenca. Ta bi si jo lahko bolje ostavil, ampak vseeno je zdaj spravil pod kontrolo, lepo podal v sredino, kjer pa je ni zadev nobeden od njegovih soigralcev. Ribič. Ribič visoko podajo. Tudi to so nogometaši Dupleka izbili. Pavlin zdaj proti Jankoviću. Dobro postavljen pa je bil Novak. Novak in Miljatović. Dobro je našel Miljatović Ribiča. Ribič je iškal Štruklja. Ni ga našel, je pa Ribič izvrstno žogo tam ob črti obdržal v igrišču. Pavlič, Pavlič, lepo preigravanje Pavliča. Žoga se je na koncu odkotalila v goal out. Čeprav moram priznati, da se mi je zdelo, da bi to moral biti kot. Ne pritožujejo se sicer domači. Žogo pa bo v igro hitro in na kratko vrnil vratar Vohl. Dolga podaja zdaj proti Bračiču, neuspešna, pa Pavlič. Novak. Ribič. Ribič in Pavlič. Lepa kombinacija Ribiča in Pavliča. Poskušal je Ribič s predložkom, ampak preblizu je letela žoga vratarja Dupleka. Duplek je poskušal zgradnjo hitrega napada, ampak so se zakalkulirali in vratar Vohl je bil prisiljen žogo izbijati daleč na nasprotnikovo polovico. Novak in Nerat. Nerat je iskal Pavliča, ni šlo. Pavlin. Pavlin pa Krajnc. Krajnc z visoko podajo proti Jankoviću, ni se išlo. Do žoge Bračič. Bračič in Pavlin. Pavlin se obrača in vrača žogo svojim branilcem. Visoko pritiskajo domači. Ne popuščajo, ne želijo ponuditi priložnosti za zadetek nogometašem Dupleka. Ekipa Marles Hiš sicer letos na dveh tekmah še brez prejetega zadetka. Zaenkrat v fazi defenzive, torej ekipa Bogomirja Špindlerja deluje izvrstno. Pavlin. Krajnc in Bračič. Bračič se je dobro obrnil. Iskal je Jankovića, ki pa ni uspel do žoge ob Novaku, ki ga je zdaj nastreljal in priigral out za domačo ekipo Marles Hiš. Babšek na hitro Jelencu. Jelenc se je obračal. Pri žogi zdaj Nerat. Lepo na drugo stran do Miljatovića. Miljatović do Ribiča. Ribič ima spet nekaj več prostora. Preigrava zdaj Ribič, iskal je Štruklja. Ni se išlo. Do žoge pa vendarle nogometaši Dupleka, pri njej je Pavlin. Na kratko sta odigrala Bračič in Pavlin, pa spet Bračič. Pavlin s prenosom, ta je bil nekoliko slabši, težave za Tratneka, napadal ga je Ribič. Lepa podaja v sredino, Bračič pa je skoraj da iz svoje polovice zdaj poskušal kar strelom na gol.
nekoliko nenavadna poteza. Vratar niti ni stal kaj preveč iz črte, medtem pa nova menjava pri domači ekipi. Tomi Babšek zdaj odhaja iz igre. Odlično je odigral večino časa na levi strani, zdaj se je preselil v sredino, no pa prepustil svoje mesto na igrišču tam nogometašu številko 20, to je Mehmet Hasani. Ribič zdaj spodajal v kazenski prostor, nevarno je to, Nerat je tam prišel za trenutek do žoge, ampak vratar Vovk rešuje. Oziroma se opravičujem, vratar Vohlj seveda. Bračič je zdaj našel Tratnjaka, ta žoge ni najbolje ostavil. Pri žogi prvič Mehmeti, ki je krasno podal, tam je Lencu, ki je odlično zaobšel vratarja Vohla in zabil še svoj tretji zadetek v 66 minuti, torej Izidor Jelenc do hat-trika. Odlično je podal Mehmeti, Mehmet Hasani, pokazal je, zakaj mu je trener dal priložnost, našel Jelenca, ki je krasno vtekal tam iz krila v sredino, zaobšel potem vratarja v slogu najboljših napadalcev in žogo poslal v prazno mrežo. Rezultat je zdaj že 5-0. Odjeknila je torej petarda pod Grajskim Gričem. Spet velike težave za Duplek, ki je že v prvem krogu prejel 6 golov, danes torej 5. In veliko dela čaka trenerja Petka v prihodnosti, da popravi to obrambno vrsto ekipe iz Dupleka. Pavlin, pa Jankovič. Napada zdaj Lukič. Žogo je hitro izgubil, vratar Jagodiču je poslal Ribiču. Ribič zdaj ni našel nobenega vtekajočega soigralca. Žoga pa potem izbita v out. Ta bo pripadla domačim nogometašem. Ribič mirno Miljatoviću. Miljatović je krasno našel Nerata, ki je odlično z prve podal Hasaniju. Hasani vrača Neratu. Nerat na levo stran, kjer je Jelenc. Nizka podaja v sredino. Tokrat je bil dobro postavljen Pavalec. Pavlin in Jankovič. Kombinira ta Pavlin in Krajnc tam na desni strani. Vračajo vratarju Vohlu, ki pa je žogo izbijal daleč stran od svojih vrat. Lukič je tam poskušal, ni se išlo. Vratar Jagodič pa mirno odigrava do Novaka. Žoga je zdaj na desni strani pri Ribiču. Ribič in pa Pavlič. Krasno je Pavlič našel Nerata, ki pa se mu je podaja na desno na to ponesrečila. Miljatović, Pavlič. Nerat poskus atraktivne podaje. Spet neuspešno. Zdaj so popolnoma sproščeni nogometaši domače ekipe, poskušajo tudi že z atraktivnimi vložki. Hasani se je odločil za strel. Žoga je počasi potovala tam proti golu. Pobral je brez težav Vohlj, čeprav se je nevarno bližal tam Izidor Jelenc, ki ves čas preži na morebitno napako, na morebitno priložnost, ki bi se mu lahko ponudila za zadetek.
pri žogi zdaj prav Jelenc. Jelenc je na levi poiskal Valentina Jelenca. Žogo so gostje zbili, Ledo Ribiča. Pavlič odlično na desno proti Miljatoviću, ki je zdaj prišel pomagati v napad. Miljatović s predložkom, nekaj težav pri izbijanju za Rata. Sodnik ni zapiskal ničesar, Pavlič v sredino, Štrukelj ni zadev žoge, bo pa do nje prišel Jelenc. Jelenc poskuša s predložkom, spet ni prišlo do dobrega izbijanja gostov, Ribič prodira po desni. Ribič poskuša z dvignjeno žogo, ki pa ni prišla dlje od vratarja Vohla. Videli pa bomo še enkrat isto sporno situacijo, ko so domači zahtevali igro z roko Rata. Zdi se, da vendarle neupravičeno. Zdaj pa slabo izvajanje golavta vratarja Vohla. Ribič in Miljatović. Miljatović z lepim prenosom na Jelenca. Še en poskus predložka, ki pa je končal v naročju vratarja Vohla. Ja, za domačo ekipo Marles Hiš sledi že ta vikend gostovanje pri Peci. Nato bodo tukaj pod Grajskim Gričem pričakali ekipo Miklavža, to bo nekoliko težja tekma. Potem pa v 6. krogu odhajajo na gostovanje v Jurovski Dol. Medtem spet napadajo domači. Hasani zdaj do priložnosti in to bo samo kot za ekipo Marles Hiš. Tukaj vidimo še enkrat. Ribič, Hasani in Štrukelj so lepo kombinirali, na koncu je do strela prišel prav Hasani. Strel pa je bil blokiran in samo kot, ki ga bo izval Jan Štrukelj. Žoga ni šla čez prvega branilca tam pri prvi vratnici. Miljatović. Na desni Štrukelj. Štrukelj spet z nizko podajo poskušal, je tam Novak. Potem pa je bil Mehmet Hasani povsem sam na drugi strani, ampak zgrešil. Izkazal se je prej z lepo asistenco za gol, zdaj bi lahko temu dodal še zadetek, pa se ni najbolje znašel v tej res lepi priložnosti, ko je bil praktično sam pred golom. Ja, če sem govoril, kaj čaka nogometaše domačih Marles Hiš. No, pospremimo zdaj tole akcijo Jelenca, sodnik je dvignil zastavico, kljub temu, da je Jelenc atraktivno zaključil, to seveda ne bo veljalo. Naj se vrnem k prejšnji misli, kaj čaka nogometaše Dupleka v naslednjem krogu ta vikend. K njim prihaja Marjeta, nato odhajajo na gostovanje k Pohorju, potem pa bodo v 6. krogu doma pričakali Starše. Zdaj so poskušali z napadom, ampak ta se je takoj izjalovil. Tukaj je Ribič na desni, Ribič je krasno podal na drugo stran. Tukaj je Jelenc, ki strelja in nov zadetek, pol ducata golov že v mreži Dupleka in Marles Hiše zdaj vodijo že 6-0. Izvrstna akcija tam Ribiča po desni strani, ki je izkoristil napako pri izvajanju prostega strela gostov. Nato pa se je na drugi strani povsem tam znašel Valentin Jelenc. Krasen zadetek in 6-0 vodijo domači, medtem pa že dvojna menjava. Iz igre odhajata strelec 3 zadetkov Izidor Jelenc in pa Gašper Pavlič. V igro pa prihajata Patrik Fideršek in pa Gregor Zgrabič.
In zdaj gradijo napad nogometaši Dupleka. Žoga je pri Pavalcu, rad jo je vrnil Pavalcu nekoliko slabše, skoraj da bi mu jo tam vzeli. Pa zdaj Lukič. Lukič in Pavlin. Po dolgem času spet nekaj zaporednih podaj nogometašov gostujoče ekipe. Pavalcu je zdaj Ribič žogo izbil. Ribič se je zdaj preselil v sredino, na desno stran je prišel Fideršek. Fideršek je lepo našel Hasanja, zdaj z prve. Hasan je padel, ampak žogo so mu odzeli brez prekrška. Pavlin išče odprtega soigralca, našel je Jankoviča, pa Lukič, neuspešno. Žogo je za domačo ekipo priboril Nerad. Pa Ribič. Medtem smo vstopili že v zadnjih 15 minut tekme, ki je že dolgo odločena. Popolna dominacija domačih Marles Hiš, ki vodijo 6-0. Pavlin in zdaj Krajnc. Krajnc in Lukič. Lukič se je obrnil ob Ribiču, ta pa mu je žogo potem kmalu odvzel in pa izsilil tudi prekršek. No, za to potezo si je Lukič prislužil rumeni karton. Takole mu je Ribič ukradel žogo, potem pa mu je sodnik zapiskal prekršek, Lukič pa je potem žogo nešportno izbil iz mesta, kjer je bil prekršek storjen in seveda dobil rumeni karton. Nekoliko slabša podaja Miljatoviča. Poskuša to hitro popraviti. In to mu je zdaj tudi uspelo, odlično je žogo priboril ob Bračiču. Ribič pa tam točno med Fiderška in Hasanja. Nekoliko ponesrečena podaja, sicer dober poskus, spet proti napada. Še vedno ostajajo zelo visoko nogometaši Marles Hiš. Hasan je zdaj napadel Bračiča, žogo je izbil v out. Tratnjek. Odlično je reagiral Miljatovič. Tratnjek je našel Lukiča, ki je žogo ob Ribiču hitro izgubil, padel je potem Lukič, sodnik pa ni zapiskal ničesar, Nerad. Dobra podaja na drugo stran, kjer je imel Štrukelj nekaj težav z ustavljanjem le-te. Štrukelj, ki je sicer odigral odlično tekmo, pa Ribič. Ribič Mehmeti, Mehmeti preigrava. Potem pa drseči štart tam v kazenskem prostoru z Grabiča. In seveda se je oglasila sodniška piščalka. Takole je Hasani poskušal s preigravanjem, potem pa drseči štart in primoran je bil seveda zapiskati to sodnik Jure Hrvatski. Vohl je zadev Lukiča s to podajo. Boril se je potem Bračič, ampak neuspešno ob Novaku. Fideršek. Fideršek slabo podajo. Žoga je kljub temu prišla na drugo stran do Jelenca. Jelenc. Ponuja se Nerad. Zdi se, da bi mu moral prej podati. Pa priložnost za Hasanja, ki je streljal s pol voleja, ampak za las zgrešil. To akcijo bomo videli še enkrat. Nerad. Pa še enkrat slabo izbijanje branilcev. Z prve pa potem z voleja Hasani malenkost mimo desne vratnice. Ribič je dobil skok, ampak žoga je končala pri Jankoviču. Babšek mu je izvrstno ukradel, pa Nerad.
Fideršek. Ribič. Ribič in Fideršek. Na levi strani je Jelenc. Jelenc in Hasani. Hasani vrača žogo nazaj. Vse do Novaka, pa Miljatovič. Lepo do Fiderška. Fideršek je odlično preigral tam branilca. Hasani našel Ribiča, pa spet Fideršek. Fideršek še enkrat mimo Tratnjaka, potem žoge ni uspel spraviti v kazenski prostor. Spet mini pritisk domačih, ki se ne zadovoljijo niti z tako visokim vodstvom, kot je 6-0. Zares zadovoljen je lahko danes trener Bogomir Špindler. Pavlin. In umirjajo zdaj igro nogometaši Dupleka. Spet Pavlin, pa Ribič, oziroma Jankovič, se pravičujem. Krajnc in Jankovič. Jankovič ni uspel preigravati tam na desni strani. Vendarle nekoliko počasneje v napad. Nogometaši Marleshiš, Fideršek. Fideršek, Ribič. Lepo se je odkrival tam na levi strani Jelenc, ampak Ribič tokrat ni dovolj dobro podal. Bračič je žogo zadržal ob Ribiču, pa Pavlin. Pavlin in Pavalec. Pavalec Jankoviču. Lepo je odložil žogo Krajncu. Pavlin. Pavalec. Rad. Iskal je Jankoviča, Nerad mu je žogo odlično ukradel in zdaj ima veliko prostora. Nerad poskušal se obrniti tam ob Pavalcu, ampak tokrat odlična reakcija branilca Pavalca. Brez prekrška so na to žogo odnesli naprej nogometaši Dupleka. Lukič. Lukič na desno stran proti Pavlinu. Babšek je pred njim. Pomaga mu Jankovič. Poskušala sta z dvojno podajo, ki pa je končala v golavtu za vratarja Jagodiča. Sicer pa trenutni aktualni rezultati v prvi ligi Medobčinske nogometne zveze Maribor. Pohorje s 6-0 vodi proti Akumulatorju. Marjeta je povedla proti Rohu z 2-1. Malečnik je uspel izenačiti proti Miklavžu na 3-3. Jurovski Dol pa doma proti Peci vodi z 2-1. Fideršek. Fideršek žoge ni uspel spraviti mimo Tratnjaka. Do žoge dokončno nogometaši Dupleka. Ukradel je Pavalec, pa Lukič in Pavalec. Pavlinjo vrača vratarju Vohlu. Vratar Vohl zdaj je z atraktivno potezo tam. Kljub temu, da je bilo to zelo tvegano, zdaj pa Zgrabič. Poskušal je s predložkom, ki pa ni bil dovolj dober. Ribič. Spet je imel žogo na levici. Odločil se je za podajo Hasaniju. Veliko prostora ima na desni Fideršek. Fideršek strelja in zabil je žogo pod prečko za 7-0. Lepo je Hasani našel na desni strani Fiderška. Ponavadi so v takih situacijah domači iskali, potem nizko podal na drugo stran. No, Fideršek se pa je tokrat odločil kar za strel in neusmiljeno žogo zabil pod prečko vratarja Vohla. Prava mala katastrofa torej za Bojana Petka in njegovo ekipo. Nogometaši Dupleka zdaj gradijo napad iz zadnje vrste. Spet se je hitro končal.
Ribič, pa Štrukelj. Zelo lepo je našel tam na levi strani Jelenca. Jelenc je nastreljal Krajnca in to bo nov kot za ekipo Marles Hiš. V prvem polčasu so jih imeli kar 6, v drugem je to še njihov prvi, oziroma drugi, se opravičujem. Štrukelj z visoko podajo zadev je Miljatoviča, ki si je žogo stavil, pa Hasani, ki je žogo poslal po tleh proti golu, ampak nekoliko premalo moči je imel ta strel, da bi resneje ogrozil vrata Vohla, ki je tokrat obranil. Takole lepa podaja, preveč prostora je imel potem Miljatovič, ki je bil popolnoma sam, tako da je žogo ustavil, lepo našel Hasanja, ki bi tukaj lahko bolje zaključil. Nekoliko prejalov strel je bil to, medtem poda na tleh, Miljatovič in Fideršek sta žogo zagradila, prišla je do Ribiča, ki strelja, ampak zgrešil je cilj. Še enkrat bomo videli tudi ta strel Ribiča, ki ni bil slab, žoga se je odbila tam pred vratarjevim prostorom, ampak nekoliko preveč nenatančen strel je bil to. Zdaj še slabo izvajanje gola od ta vratarja Vohla, skoraj da bi v lepo priložnost spet prišli nogometaši Marles Hiš, ampak Mehmet Hasani se je tokrat znašel v prepovedanem položaju. Pavalec zdaj z dolgo podajo na Lukiča. Sodnik je piskal prekršek nad Lukičem, prosti strel bo to za Duplek. V 87. minuti morda priložnost za kakšen častni zadetek Dupleka. Sicer bi se jim lahko prvič v tej sezoni pripetilo, da bodo tekmo končali brez zadetka na svojem računu. Spet je bil to poskus podaja na Lukiča, morda bi bilo bolje, če bi poskušali na krilo proti Bračiču. Nova priložnost za napad domačih. Babšek pa Nerat. Ob Neratu je bil Lukič, žoge mu ni uspel vzeti, Jelenc in Babšek. Zgrabič. Lep prenos proti Miljatoviču. Štrukelj. Štrukelj je iskal Zgrabiča, ta ni pričakoval te podaje. Nesporazum zdaj med Bračičem in Ratom tam. Štrukelj. Štrukelj je lepo našel Zgrabiča, ta je žogo sicer za trenutek izgubil, potem je do strela prišel Fideršek. Bo pa to kot zadev je enega izmed gostujočih branilcev. Sicer mu ta strel ni najbolje uspel, ampak z veseljem bodo domači vzeli tudi ta kot. No, sodnik je zdaj spremenil odločitev. Tudi v ponovljenem posnetku smo lahko videli, da je Fideršek očitno pri tem strelu zadev soigralca Zgrabiča. Sprva se je sicer tudi meni zdelo, da je zadev branilca gostov, pa nič ne de. Žogo je med tem v igro že vrnil vratar Vohl. Lepo so zdaj domači spravili žogo na desno do Fiderška. Fideršek je našel Hasanja. Ta je iskal Zgrabiča, ki pa ob Tratnjaku ni prišel do žoge. Nerat je prestregel še eno podajo, pa Ribič. Tokrat prestrežena podaja v sredini. Pavlin. Pavlin se je obračal, našel Pavalca. Pavalec pa Jankovič. Jankovič in spet Pavalec. Žoga samo do Nerata. Nerat in Hasani. Hasan in Ribič. Ribič je podaljšal Fideršku. Ribič, pa Nerat. Iskal je Štruklja, ni ga našel, pri žogi je Jelenc. Jelenc
Podaja v sredino, kjer Zgrabič ni prišel do strela, je pa bil tudi v prepovedanem položaju, dvignjena zastavica stranskega sodnika in prosti udarec za gostujočo ekipo, medtem ko že teče zadnja minuta rednega dela te tekme. Tekma, ki so jo zelo rutinirano dobili domači nogometaši, ki domujejo tukaj pod Grajskim Gričem. Kar 7-0 rezultat, 7-krat je kapitulirala obramba gostov iz Dupleka, ki bodo, kot že rečeno, imeli še veliko dela, da popravijo svojo obrambo in poskušajo doseči cilj. To je seveda obstanek v ligi, medtem Fideršek napada po desni. Žogo so izbili nogometaši Dupleka, sodnik hrvatski pa je takoj odpiskal konec te tekme, seveda tekme, v kateri ena ekipa vodi 7-0, nima smisla kaj preveč podaljševati. Rutinirana zmaga za Marles Hiše, ki so tako oddale kandidaturo za uvrstitev na visoka mesta. Videli pa bomo še enkrat vseh 7 zadetkov. Tukaj je prvi zadetek, ki ga je zabil Izidor Jelenc, ki je na to dodal še 2, to se je zgodilo v 29 minuti. Na to samo 2 minuti kasneje po prodoru Babška od odbite žoge do strela Jelenc, ki je povišal na 2-0. Na to v 39 minuti iz najstrožje kazni, ki jo je napravil vratar Lazič, strelec Miha Kušnik. Potem pa smo že v drugem polčasu, v 52 minuti je vodstvo domačih na 4-0 povišal Štrukelj. Sledil je nov zadetek Jelenca, ki je prišel do hat-trika in poskrbel za petardo, ko je tako zaobšel rezervnega vratarja Vohla. Nato je Valentin Jelenc poskrbel za pol ducata golov v mreži Dupleka. No, v 84 minuti pa je na to za češnjo na torti poskrbel še Fideršek, ko je žogo zabil pod prečko in postavil končni rezultat. Marles Hiše 7, Duplek 0. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.